Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Se vam je že zgodilo, da ste pripotovali na neko mesto, recimo v vas na Siciliji ali pa v gostišče na Škotskem, kjer še nikoli prej niste bili, pa vas je nenadoma prevzel občutek, da ta kraj poznate, da ste tu že bili, da ste vse, kar se je odvijalo pred vašimi očmi, že videli, že doživeli. Če ste to občutili, niste edini. Občutek že videnega oziroma déjà vua, kot pojav označujemo s francoskim izrazom, vsaj enkrat v življenju doživite vsaj 2 od 3 ljudi oziroma dobri 2/3. Od kod ta občutek, ki nekatere zavaja v zmoto, da posameznik lahko živi več življenj? Kako ga pojasnjuje znanost? Gre za občutek, ki ponavadi traja le nekaj sekund, pojavi pa se povsem nenadoma, brez kakršnega koli pravila in povsem naključno. Prav zaradi tega, ker nas preleti tako nenapovedano kot strela z jasnega neba, ga je težko raziskovati. In ker ga je težko raziskati, znanstveniki še nimajo dokončnega pojasnila, zakaj ga doživljamo. Sam izraz déjà vu, torej že videno, je prvi uporabil francoski zdravnik Émile Boillac leta 1876. Večino 20. stoletja so psihiatri zagovarjali freudovsko razlago tega pojava. Po njej je déjà vu poskus, da bi v spomin priklicali tisto, kar je že davno pozabljeno. Freudovi somišljeniki tako pojasnjujejo, da neprijeten dogodek potlačimo v spomin in pozabimo nanj. Kasnejši podobni dogodki pa v naš spomin prikličejo zgolj neko nejasno podobnost, medtem ko ostane prava vsebina spomina naši zavesti prikrita. Ta fenomen je sicer bolj zapleten, kot izhaja iz te razlage, menijo znanstveniki. Švicarski znanstvenik Arthur Fankhauser zagovarja prepričanje, da obstaja več različic pojava že videnega. In da bi ga res razumeli, je potrebno raziskati vse te razne variante, od že obiskanega do že doživetega. Znano je, da so ti pojavi pogostejši pri najstnikih in mlajših ljudeh, med starejšimi pa se pojavljajo zlasti zaradi utrujenosti, stresa ali preobremenjenosti. Obstaja tudi pojav nasproten omenjenemu, ko ljudje znane obraze ali mesta obravnavajo kot povsem nove, kot jih ne bi videli še nikoli prej. Kakorkoli, obstajata 2 prevladujoči teoriji, ki vsaka po svoje pojasnjujeta, od kod ti hipni in nenadni prebliski. Po prvi teoriji gre za izvor v predelih možganov, ki so povezani s prepoznavanjem že znanega in dostopom do spomina. Čeprav tako prepoznavanje kot brskanje po spominu zaposluje različna območja v možganih, oba procesa običajno potekata usklajeno. Nekateri raziskovalci pojava že videnega domnevajo, da nas ta preblisne kot del možganov, ki so zadolženi za prepoznavanje, pošlje premočen signal in tako ustvari močen občutek, da nam je to, kar vidimo, znano in domače. Zakaj možgani pošljejo premočan signal, pa še ne znajo povedati. Lahko, da jih k temu spodbudi kakšna zelo rahla povezava, ki se je ne zavedamo. Recimo, da ima prostor, v katerem ste se prvič znašli in se vam zdi, da ste tu že bili, nekaj skupnega, naprimer pregib zaves ali pa pozicijo mize v sobi s prostorom iz vašega otroštva. Po drugi teoriji pa gre pri pojavu že videnega za način, kako obdelujemo spomine. Njeni zagovorniki domnevajo, da naše nove izkušnje ne predela del možganov, ki obdeluje kratkotrajni spomin, pač pa se znajde takoj v predelu možganov, ki so zadolženi za dolgotrajni spomin. Ko se to zgodi, se nam spomin zazdi star in dobro znan, čeprav gre v resnici za povsem novega. Kakorkoli, do končnega odgovora, zakaj nam je nek tuj prostor, kjer smo se prvič znašli, presenetljivo domač, znanost še ne ponuja. Ugotovili pa so, komu se ti prebliski najpogosteje dogajajo. Gre za mlade v starosti od 15 do 25 let. Znanost tudi še ne zna pojasniti, zakaj se njim pogosteje kot starejšim od njih zdi, da so nekaj že doživeli ali nekje že bili, pa čeprav so se tam znašli prvič v življenju. Odgovor se skriva v dopaminu, živčnem prenašalcu, ki spodbuja mišljenje. Če ga je veliko, kar se pogosteje dogaja pri tistih, ki so stari med 15 in 25 let, lahko vodi tudi v prekomerno domišljijo in v kratkotrajne dnevne sanjarije. Z njimi pa povezujejo tudi pojav déjà vua. Da, domišljija nas lahko popelje tudi v vzporedno življenje, za katerega se nam zdi, da ga prav pojav déjà vu dokazuje. Toda zakaj ta na videz neškodljivi pojav, ki se zdi samo nekakšna hipna vzporednica dnevnega sanjarjenja, sploh vreden pozornosti znanosti? Zato, ker nam njegovo raziskovanje utegne pokazati, kako ohranjamo spomin in zakaj nekateri ljudje, na primer ljudje z Alzheimerjevo boleznijo, izgubijo sposobnost, da spomine prikličejo na plan. Nič, kar se dogaja v naših možganih, ni zanemarljivega, pa tudi ne občutek, da smo nekje že bili ali nekaj že doživeli, pa čeprav se nam to dogaja prvič. Odgovor, od kod ta občutek, nam bo povedal, kako čim dlje vedeti, kaj se nam je zares v življenju že pripetilo in kje smo že bili in kako torej tudi na stara leta ohraniti zanesljiv spomin.